A bi lahko, ko sva glih to načela, razložila koncept maje? Maja je iluzija. Pravzaprav pomeni dobesedno energija, božja energija. In Bog ima več vrst energij. V grobem vede delijo, jih ima nešteto energij, a ne? Ananta Šakti pomeni nešteto energij. Ampak v grobem jih združujejo v 3 glavne energije, v notranjo ali duhovno energijo, v zunanjo energijo ali materialno energijo, in ta zunanja materialna energija je najbolj pogosto imenujemo maja ali iluzija. In mejna energija, ki smo živa bitja, ki smo odvisna od bodisi notranje duhovne energije ali pa zunanje energije. Ne živimo neodvisno od neke energije. Zmeri ali smo pod vplivom notranje duhovne energije ali pa pod vplivom zunanje energije maje. A ne? In zdaj ta maja je, to prevajajo kot to, kar ni. Se pravi, mi imamo koncept, da nekaj obstaja, kar ne obstaja. Ne, recimo, definicija iluzije. To je. Ja, definicija iluzije. Naprimer, kot smo že prej ugotovila, ta svet je v nenehnem toku. A ne? Nenehno se spreminja. In recimo mi dva, ki se kle gledava čez tole mizo, svetloba nekaj časa teče. A ne? Sicer je to zdaj en neznaten drobec trenutka, a ne? Da vidva drugega, ampak vseglih je to iluzija. Tisto, kar jaz vidim tebe, a ne? V neki neznatni meri si se ti že spremenil, tvoje telo se je že spremenilo. Ne? Se pravi, vidim sliko, ki ne obstaja več. V resnici, ne. Skozi v preteklost gledaš. Tako. Pa še to čez svoj filter. Ne? Še to skozi svoj filter, ne. In teh filtrov imamo nešteto, ne? Svoja kulturna pogojenost, v katerem okolju si odraščal, kdo te je vzgajal, v katere šole si hodil, in katere prijatelji si imel. Skratka, nešteto raznih vplivov, ki ustvarja neke naše filtre dojemanja, ne. Če gremo na kakšen drug konc sveta, doživimo kulturni šok, ne, ker ljudje tam drugače razmišljajo kot mi, ne. In nismo navajeni, da ljudje drugače razmišljajo kot mi, ne. No, in zdaj namen veta, ne, je, da nas dvigne ven iz maje. Ne. Da nas dvigne iz maje. In da stvari vidimo v pravi luči, ne? Na transcendentalni ravni. Onkraj zavese maje. Kako pa to naredimo? Ja, to je odlično vprašanje. To naredimo tako, da vzpostavljamo odnos z Bogom in odnos z Bogom pa vzpostavljamo, Vede opisuje 9 načinov. Jaz ne bom šel zdaj podrobno razlagati vseh 9 načinov, ampak glavno je prvič, da poslušamo o Bogu, a ne? Da čim več poslušamo o Bogu, da beremo knjige o Bogu, a ne? Verodostojne spise. Okay. A ne? To je začetek, a ne? In da poslušamo svetnike, ki govorijo o tem, a ne? Se pravi tiste, ki živijo ta nauk, to filozofijo. To je ena stvar. Potem druga stvar je zelo zanimiva, ki jo v bistvu razglašajo vse verodostojne duhovne poti. To je petje svetih imen, božjih imen, mantranje, izgovarjanje božjih imen. Naprimer, tudi Jezus pravi, posvečeno bodi tvoje ime, a ne? V psalmih pravi, kdor kliče Božje ime, ta bo rešen. A ne? Potem v islamu imajo 99 Allahovih imen, ki jih kličejo. V budizmu tudi v bistvu kličejo Budovo ime. A ne? Skratka, vse verodostojne duhovne poti se strinjajo na tej točki v dobi Kali, pravi en vers,
Harir nama eva kevalam, kalau nastjeva gatiraneta. Hari pomeni Božje ime, Hari nama je Božje ime, kot name nama. Harir nama, Božje ime. V tej dobi kali, prepirov in hinavščine, v kateri živimo zdaj, ni druge poti, kot je petje Božjih imen. In zanimivo je, da če vede omenjajo eno stvar enkrat, je zelo pomembna, da pride v vede. Mora biti stvar pomembna, ni zapisana samo zato, da bi povečal obseg zapisanega. Tako kvoto so mogli spomniti strani. Da bi strani spomnili, koliko je znakov brez presledkov. No, in če jo omenja dvakrat, je izredno pomembna, ker dvakrat je treba poudariti eno stvar. In če menijo trikrat eno stvar, je neizogibno nujna za naše duhovno življenje. In tukaj v enem verzu kar dvakrat po trikrat omenijo eno stvar. In to Božje ime. In v dobi kali, v tej, ki živimo zdaj, ni druge poti, vsekakor ni druge poti. In to, kot smo videli, potrebujejo tudi vse druge verodostojne duhovne poti. Petje Božjih imen. Ja. Rekel si nujno. Koliko resno misliš nujno? Ja, za duhovno spoznanje, da vzpostavimo odnos z Bogom, je to nujno. V bistvu gre za odnos. Tako kot mi nekoga, ki ga poznamo, tudi pokličemo po imenu, jaz ti lahko rečem, živijo Klemen, kako si kaj. Zelo dobro. Ja, tako. In tudi, če boš na cesti slišal Klemen, pa mogoče niti teb ne bo rekel, se boš ozrl. Ker boš slišal svoje ime. In enako nekako razpoloženje ima Bog. Če kličemo njegovo ime, se začne prebujati obojestranska povezava. Tako z Božje strani do nas, kot z naše strani do Boga. Ja. Tako da naša duhovna praksa je sestavljena iz tega branja in poslušanja, kot smo prej na začetku rekla, in mantranja, velike mantre, maha mantre Hare Krišna, ki vsebuje 3 Božja imena, najbolj zaupna. In to se dogaja, ko kdaj vidimo v mestu, recimo v centru, ko pojejo. Ko pojejo to mantro, maha mantro, Hare Krišna. In to s tem namenom, da bi prvič klicali Boga v naše življenje, in tudi, da bi druga živa bitja slišala Božje ime, ki imajo od tega korist, ne da bi se zavedala. No, to je zelo lepo. Ja. Ta drugi del se mi zdi res lep. To je v bistvu namen, ker mi lahko sami zase pojemo, ne vem, problem. Sam spet delamo za sebe. Tako spet delamo za sebe. Namen Božjega poslanstva, pa je, da delimo milost vsem po vrsti, kot smo prej rekli, servis sukino pavantu, naj bodo vsa živa bitja srečna. Naj bodo vsi srečni. Ja, če so vsi delček ali pa particija Boga, potem je to enaka stvar. Služimo Bogu, služimo drugim, vse je to povezano. Tako. Sam da se strinjam, da ne služimo sebi, ker s tem posledično že služimo sebi, ko služimo drugim. Tako. Če smo mi del vsega, pa smo povezani. Tako.